Po 2 letih premora je Slovenska Bistrica ponovno organizirala Zlati grb v boksu občine Slovenska Bistrica. Na 26. izvedbi je nastopilo 8 tekmovalnih parov. Boks klub iz Slovenske Bistrice je po 2 letih premora ponovno uspešno organiziral tekmovanje za Zlati grb občine Slovenska Bistrica. Med 4 kote boksarskega ringa je stopilo 8 tekmovalnih parov, ki so prišli iz Srbije, Bosne in Hercegovine in Slovenije. Dvoboji so potekali v kadetski, mladinski in članski konkurenci. Plemenito veščino si je z velikim zanimanjem ogledalo tudi veliko ljubiteljev tega športa, ki so prišli na svoj račun, ko so borbe potekale v članski in mladinski kategoriji. 26. izvedba pa bila tekmovalno zelo uspešna za domači boks klub. V ospredje pa tokrat mladinca 17-letna brata dvojčka Svit in Sven Kovačič. Oba sta nastopila v kategoriji mladincev do 60 kg in zabeležila prepričljivi zmagi. Sven Kovačič v rdeči športni opravi je suvereno premagal Nejca Javornika iz boks klub Maribor Tabor. V dvoboju, ki se je odvijal v 3 rundah po 2 minuti, si je domači matador predvsem z direkti priboksal odločilno prednost in po oceni žirije ponesel tudi 26. zlati grb občine Slovenska Bistrica. Kako si si zastavil cilj boksati v prvi rundi? Tako, da čim manj dobim, pa čim več dam, tako vsako tekmo. Kaj sta potem dodala s trenerjem za drugo rundo? Da moram več delati. Moram več zapirati pa delati kombinacije. Pika na i pa odlična tehnika, torej v zadnji, 3. odločilni rundi, ki ti je prinesla to lovoriko. Ja, v 3. rundi pa vse od sebe zadnja runda, tako je vedno treba stisniti. Kako dolgo si že v boksu in koliko časa si treniral za laskavo lovoriko? Pa v boksu sem okoli 4 leta, pa to sem se pa zdaj dolgo pripravljal. Odkar vem, kdaj bo, skozi sem treniral. Imel sem še neke tekme prej, tako da mi je to še malo pomagalo pri tem. Z odlično predstavo je navdušil tudi neutrudnega trenerja Matica Samasturja. Ja, Sven je že dolgo kaže dobre rezultate, pa tudi danes je pokazal neko prefinjenost, nekaj več kot drugi. Tisto, kako bi rekel, piko na i je naredil, tako da smo vsi zadovoljni. Odličen dvoboj so vsi prisotni videli, med drugim Kovačičem, to je Svitom, in Mrazekom iz železničarskega boksarskega kluba Maribor. Svit je dobro z levimi direkti razorožil nasprotnika, kateremu je sodnik moral šteti v 2. in 3. rundi borbe. Enoglasno so sodniki prisodili zmago Svitu, s tem pa tudi pokal za borca z najboljšo tehniko. Ja, mislim, delali smo trde treninge skozi, kot že dolgo. Zdaj smo se pripravljali, imeli smo tudi ligo prej, pa smo že zaradi tega delali smo trde treninge, vsi kot ekipa, pa se je to zdaj poznalo. Mislim, prvo rundo sem tak, druga runda mi je že bila boljše. Bil sem zmatran v 3. rundi, ampak pol je šlo skozi, no. V kadetski konkurenci in to kategorije do 54 kg je nastopil član domačega kluba Val Prosenjak. Tokrat je bil nasprotnik Pavle Vukelić iz Bosne in Hercegovine previsoka ovira na poti do zmage. Vukelić v modri čeladi je dvoboj dobil po prekinitvi dvoboja na sredini 3. runde. Zmaga pa je Vukeliću navrgla pokal za najmlajšega zmagovalca letošnje izvedbe. Najbolj borbeni par smo videli v članski kategoriji do 60 kg. Nasproti sta si stala Mohamadi Rezaj in Dejan Stakić. Zmage pa se je veselil Rezaj, ki je dvoboj oddelal v rdeči športni opravi. Zmage na turnirju so se veselili še Peter Sredojević iz Bosne in Hercegovine in to v kategoriji kadetov do 52 kg. Aljan Švajs iz boks kluba Legionar iz Rogaške Slatine v kadetski kategoriji do 60 kg. In Bojan Zečić, Slavija Banja Luka pri članih do 67 kg. Brez zmagovalca sta ring zapustila in to v ekshibicijskem dvoboju Aleks Vodušek, član domačega kluba, in Mark Šepić, član kluba Legionar iz Rogaške Slatine. Vsi so me presenetili pozitivno, tudi Val, tudi Aleks, sta mlada, tako da imata še ogromno rezerv. Mislim, da jim je ogromno pomenilo, da so spet lahko pokazali svoje boksarsko znanje. Sigurno je to nekaj najlepšega, se doma predstaviti, pa biti uspešen, tako so oni uspešni.
Udeležence je na otvoritvi nagovoril tudi župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. Zlati grb je zmagovalcu podelil predsednik Športne zveze Slovenska Bistrica Bojan Fajs. Ostale pokale pa je med zmagovalce razdelil predsednik Boks zveze Slovenije Robert Reher. Člani boks kluba iz Slovenske Bistrice torej uspešno nadaljujejo letošnjo tekmovalno sezono. Konec tega meseca pa jih v Mariboru čaka že prvi domači vrhunec sezone, to je posamično državno prvenstvo. Štartali smo v ligo, trenutno smo med 30 klubami na drugem mestu v Sloveniji, kar jaz sem ciljal na neko sredino, ampak fantje boksajo, tako da upam, da s takim tempom dalje. Na državno smo dobro pripravljeni, tako da upamo na čim več naslovov.